Jaz sem rojena Stopčanka in zato imam na stavbe in na to dvorano že res dolgoletni spomin. Ko sem bila še otrok, so bile dejavnosti v tej dvorani na stavbah zelo močne. Mislim, da dramska skupina je bila takrat v Litiji zelo dejavna in prvi moj spomin, da sem kot 5-letno dekle nesla torbo skozi oder in sem bila sila ponosna na to. Potem sem v dvorani spremljala že pevske nastope, ker je pri Lipi pel moj oče. No, kasneje sem v tej dvorani prvič videla opero, poslušala Latka Korošca v Prodani nevesti in takrat se mi je tudi opera usedla v srce. V šolskih letih smo veliko nastopali, ker osnovna šola Dušana Kvedra ni imela svoje dvorane. Hodila sem tudi v glasbeno šolo in na tem odru igrala harmoniko, najvelikokrat v harmonikarskem orkestru. No, potem v drugih, mlajših letih, pravzaprav leta 1961, sem v 8. razredu osnovne šole s svojim razredom, je naš razred uprizoril igro Mišiča Žalujoči ostali. Takrat sva z mojim možem igrala že par, čeprav sva bila samo sošolca. Igro je režiral Ivo Zorman, tedanji ravnatelj, je bil tudi naš vodja, bil je naš masker in ko danes pomislim, se mi zdi čudno, da je kot pisatelj, kot ravnatelj to igro predlagal 15-letnikom, kajti to je zgodba o samih pohotnih, požrešnih, starih ljudeh. No in s to igro pa smo dosegli na tem odru kar velik uspeh. Imeli smo 2 ponovitvi in zaslužili toliko denarja, da je šel ves razred v Punat na zaključni izlet. Ko sem bila zaposlena v šoli, smo seveda nastopali, ker je bilo ogromno proslav na tem odru, vendar nikoli nisem direktno vodila prireditev. Sem pa pela v našem pevskem zboru, učiteljskem pevskem zboru osnovne šole Gradoč že potem. Po upokojitvi pa nisem več pela, ampak sem začela prireditve voditi. In to glasbene prireditve, ker sem postala vodja kulturne sekcije Društva upokojencev Litija. Na odru te dvorane se je zvrstila cela serija upokojenskih revij, upokojenskih pevskih zborov Zasavja in Posavja, številni koncerti naših pevskih zborov in seveda Citranskega orkestra. To je trajalo 15 let. Še sedaj se kdaj pa kdaj na tem odru pojavi. Od vsega začetka imava z možem tudi abonma v tej dvorani in pa v Modri dvorani skoraj redno obiskujem približevanja. Ta dvorana mi je resnično pri srcu in strašansko sem vesela vsake novosti, ki jo doleti. Še posebej sem vesela bila po povodnji, ko jo je Sava hotela uničiti, pa sta si prizadevali in jo usposobili že v manj kot pol leta, da smo jo znova spet obiskali. Slišim, da bo ta dvorana doživela obnovo. To so samo zidovi. Lepo bo to, ampak še lepše pa je, da se trudite in tej dvorani dajete dušo. Iz leta v leto dodajate stvari. Letos ste dodali poleg gledališkega abonmaja še glasbeni abonma. Potem, ko sem imela še vnuke, sem hodila tudi na urice pravljic. Skratka, tako zaposlena, zasedena je ta dvorana, da ko prosiš in pokličeš za termin, ga že izredno težko dobiš. Naj velja, da je dvorana na stavbah bila, je in naj bo kulturno središče naše Litije.